Torej, zopet lepo pozdravljeni, Hanna z gimnazije Bežigrad in Bruša Katarina iz gimnazije Vič na le enem izmed 5 pogovorov o maturitetnih delih. Tako da danes bomo z vajino pomočjo na polno secirale vse 4 letošnje drame, to se pravi Dogodek v mestu Gogi, Zaprta vrata, Naše skladišče in Veliki briljantni valček. Za vsako delo bomo kakšno malenkost osvežile, pa se bomo predvsem posvetile neki vsebinski primerjavi, ki pride upoštev tudi na maturitetnem eseju, ki vaju in vajine somučenike čaka že 7. maja. Toliko za en kratek uvod v neko odprto debato, ki pa pač naj deluje po enakem principu kot esej na maturi, to se pravi, napačnih interpretacij ni, so le tiste, ki niso podprte. Torej, za začetek vama namenjam vprašanje. Kakšen se vama pravzaprav zdi ta sklop maturitetnih del za letošnjo maturo? So vama bila dela blizu, morda preklinjata, da se niste rodili kakšno leto ali 2 prej? Kako se vama zdi? Hanna? Ja, meni so v bistvu drame kar zanimive. Se mi zdi, da lahko tudi ob branju vseh dram tudi najdemo neke povezave oziroma podobne motive, podobne teme. Mogoče mi je bilo samo malo težko pri katerih delih bolj poglobiti vsebino. Sem jo pa v bistvu bolj poglobila šele recimo pri pouku, ko smo se pogovarjali, čeprav se še nismo o vseh dramah pogovarjali, ampak mi je bilo to težavno, drugače mi pa zelo všeč. Bruša? Meni je isto, meni je zelo všeč, da imamo, da bomo pisali esej na 4 drame, zato ker se mi zdi, da sploh pri teh dramah zelo zajemajo v bistvu tudi neke tematike, ki so tudi danes v družbi dosti aktualne. Pa všeč mi je tudi, ker v bistvu rdeča nit vseh 4 dram je, po mojem mnenju, je vsaj do neke mere podobna, ne, seveda, če imamo te 4 drame na skupnem eseju, pa mora biti tudi nekaj podobnega, ampak mi je všeč, ker recimo Naše skladišče je drama, ki se tiče bolj neke aktualne družbe, medtem ko kakšna druga drama je bolj iz časa malo prej, ampak se mi zdi, da se da vse zelo lepo povezati. Super, okej, zdaj vama pa namenjam še eno vprašanje, ki je dosti podobno, ampak vseeno toliko drugačno, da je zelo zanimivo. In skratka, zdaj čisto po vajinem občutku, kako se vama zdi? Kako si razlagata, da ta izbor letošnjih maturitetnih del, zakaj mislita, da je vajini generaciji bil namenjen oziroma bil predpisan prav ta skupek ravno teh dram in zakaj? A so mogoče ta dela ravno za vašo generacijo aktualna? Bruša, kaj meniš? V bistvu zdi se mi, da so lahko aktualna za družbo nasploh, mogoče zdaj v Zaprtih vratih pa v Dogodku v mestu Gogi se mi zdi, da se tematika drame bolj osredotoča na nek način na posameznika in na posameznikov odnos do teh svojih dejanj, medtem ko v Našem skladišču in pa Valčku se mi pa zdi, da se na nek način kritizira bolj tako celotno družbo in mogoče, ker ne vem, se mi zdi, da postajamo vedno bolj uperjeni sami vase in da se vedno manj osredotočamo na neke te sodobne probleme, s katerimi se družba sooča, je mogoče ta izbor dram, so mogoče bile te drame izbrane lik zato, da nam omogočajo nek razmislek oziroma da nas malo potisnejo v to, da smo prisiljeni razmisliti o nekih teh problemih družbenih. Hanna? Ja, jaz se v bistvu čisto strinjam z Brušo, pa nočem ponavljati njenih stvari, ki jih je rekla, ampak ja, meni se zdi dejansko, da nas zelo velikokrat opredeljujejo kot generacija upora proti sistemu oziroma velikokrat se opiramo proti določenim stvarem, ki se dogajajo v družbi. In v bistvu v nekaterih dramah, recimo kot je Naše skladišče, se to zelo kaže, v bistvu ta kritika nekega kapitalističnega sistema oziroma sistema, v katerem živimo mi. In
v bistvu tudi, naprimer, pri zaprtih vratih je tudi nekako tematika kritika družbenih norm, ki jih mi poznamo, in v bistvu se mi zdi, ja, da je to zelo pisano za našo generacijo, ker smo mi dejansko tista uporna generacija, ki si želi sprememb. Tako da je zelo zanimivo, da so nam dali te teme, se mi zdi. Ok, super. Mislim, tako bom rekla, sprašujem to z razlogom, ker včasih že ko skušaš odgovoriti si na tako vprašanje, se mi zdi, da prideš do veliko zanimivih stvari in tudi potencialnih tematik in idej, o katerih bi lahko pač pisal, a ne, v eseju, in tudi potencialno kakšen naslov vas potem čaka na samem eseju 7. maja. Tako da, ker vseeno morate razumeti, pač ta dela niso izžrebana po naključju, niso izbrana po naključju. Tako da to je ena stvar, ki se je zanimivo o njej spraševati. Tako da ja, zdaj, da malce mogoče za sam začetek samo osvežimo naš spomin glede vsake posamezne drame, vaju vabim, da mi mogoče zaobjameta neke glavne značilnosti ali pa kakšno tudi nekako na kratko zgodbo vsake posamezne drame, in predlagam mogoče, da si kar vsaka izbere dve najljubši, glede na to, da imamo opravka s 4 dramami. Hana, katero prvo izbereš? Jaz bi mogoče Naše skladišče. To je v bistvu drama, ki se v bistvu dogaja kakor pač je že naslov povedan, v skladišču, in v bistvu je v zgodbi prikazan običajen delovni dan v bistvu 4 delavk iz v bistvu tega hiper supermarketa, ali kakorkoli ga opredeljujejo. In v bistvu je opisan njihov vsakdanji delovnik, potem tudi pride v bistvu neka nadvodja greba, ki v bistvu pač tudi napove nek prihod direktorja, potem se v bistvu tudi pojavi neki izgubljen kupec, ki si želi v bistvu neki kupec, in v bistvu potem na koncu pride še novinar, ki sprašuje v bistvu te delavke o njihovih pogojih in se dejansko pač ne upajo povedati resnice, ki bi jih drugače odpustili. In v bistvu se mi zdi, da če lahko grem kar mogoče na osebe, recimo poznamo Evelyn, ona je v bistvu ena izmed najmlajših, še Marija je isto stara kot ona, v bistvu ta Evelyn je zelo taka svobodomiselna, v bistvu sanja o tem, da bi pač postala ta pevka, igralka, v bistvu ima zelo velike sanje, glede na to, da v bistvu ostale 3 delavke ne toliko sanjarijo, v bistvu nekako jo tudi malo zatirajo, in ne glede na to, v bistvu ona je še zmeraj nekako tako polna upanja. Potem imamo Marijo, v bistvu ona je dejansko zelo akademsko nekako učena, oziroma ima zelo veliko akademsko stopnjo, glede na to, da dela v tem supermarketu. V bistvu dejansko ima nek magisterij iz primerjalne književnosti in v bistvu nekako v tem svetu nekako piše romane vsake toliko, ker se pač proba zamotati od dejanske realnosti. Potem imamo tudi Suzi, ki je v bistvu malo starejša od njih 2, ima 2 otroka, mož jo je dejansko zapustil, in v bistvu vsakič, v bistvu, ko omenjajo to, da bi jo odpustili, pač ne zelo to skrbi. In potem imamo še v bistvu Vero, ona je pa najstarejša, ona je nekako šefica, vodja te izmene, zelo stroga, tudi mogoče realna, v bistvu si domišlja, oziroma še zmeraj misli, da je njen mož živ, čeprav ni. Tako da ja, v bistvu meni je bila ta drama predvsem všeč, zato ker je mogoče tudi malo bolj moderna, pa ima tudi v bistvu tudi nekako malo več teh, kako bi temu rekla, nižje pogovornih izrazov, da v bistvu lahko mi dejansko začutimo, v kakšnem okolju one dejansko so postavljene, in sem si tudi v bistvu zelo lažje predstavljala, kako je v bistvu ta drama delovala zaradi tega. Lepo. Kakšne pa se kaj ideje, teme pa motivi pojavljajo v drami Naše skladišče? In v bistvu se mi zdi, da predvsem ta kapitalističen svet, v katerem živimo, se mi zdi, da je nekako tudi zelo kritiziran. V bistvu
pač se kaže, da so one v bistvu zelo omejene. A ne? One v bistvu delajo nekako v stalnem tem strahu, da bi izgubile svoje službe. In v bistvu tudi, naprimer, one dejansko tam spijo, zato ker se jim ne splača iti domov, ker so tako prestrašene, da bi izgubile službe. In v bistvu tudi nekako kritizirajo te delovne razmere, ki so bile, oziroma so še danes po svetu, tudi v Sloveniji, ki si mogoče velikrat ne predstavljamo, da so te delovne razmere vezane tudi na naš zahodnjaški svet. In v bistvu vsem je najbolj pomembno pridobiti čim več denarja, ne glede na to, v kakšnem stanju so delavci. Naprimer, če se osredotočimo na tisto Grebo, nje je v bistvu vseeno za te delavke, ona v bistvu se skozi sam dere, ker je tudi dejansko njo strah, da bi ona izgubila službo. In pač v bistvu se mi, da se tudi zavedajo, da je nekako svet tako narejen. Zato ker v bistvu razen Evelyn se mi zdi, da so vse nekako se sprijazane s tem, da tam delajo in v bistvu ne sanjarijo, medtem ko pa Evelyn je pa dejansko tako upornica, se mi zdi. Tako da ja, v bistvu mogoče tudi ja, mislim, da je to v bistvu. Pa dejansko tudi kritizira potrošništvo, a ne, ker pač živimo v sistemu, kjer je pač potrošništvo, a ne, nekaj vsakdanjega, ko skozi zapravljamo za stvari, a ne, ki jih sploh ne potrebujemo in pač je zaradi tega toliko več dela v tem skladišču in imajo pač, ja, zelo slabe razmere tudi. Res je. Prúša, Katarina, še ti izberi eno dramo. Jaz bom pa zbrala Veliki briljantni valček, ker mi je tudi v bistvu od vseh 4 dram, bi rekla, kar najbolj všeč. V bistvu zdaj, to je cel koncept te drame, se mi zdi, da je zelo zanimivo postavljen. Zdaj, mi se že na začetku seznanimo s tem, da so osebe v neki psihiatrični ustanovi, ki je pač tako zelo malo na odročnem kraju, in potem v bistvu na začetku spoznamo vse te osebe, ki se pojavljajo v drami, in te osebe so v bistvu pacienti v tem zavodu in pač v tej psihiatrični ustanovi, ki je imenovana Zavod Osvobaja. Zdaj pač tega imena se lahko potem tudi še dotaknemo, zdaj, zakaj je tako, a to na kaj namiguje, ampak in v bistvu potem se srečamo s tem, v bistvu dogajanje se drama se dogaja v bistvu en teden, od ponedeljka do ponedeljka. Ob ponedeljkih v bistvu vsakič pridejo novi pacienti v to bolnišnico, in potem mi nekako imamo uvid v to, kako poteka pač življenje v tej bolnišnici. In na začetku drame se v bistvu pride v pač ta zavod Simon Weber, ki je tudi v bistvu nekako glavni junak te drame. In že na začetku vidimo, da je odnos med zaposlenimi in med pacienti zelo tak, vidimo, da imajo v bistvu zaposleni paciente za nekaj manj in da jih zelo, sploh v bistvu glavni bolničar Volodja, da je do pacientov zelo, v bistvu, da malo manipulira z njimi, pa pač, da jih žali in tako naprej. In potem v bistvu že takoj dobimo občutek, da v delovanju pač te ustanove nekaj ne štima, oziroma ne vemo čisto točno, kaj je zdaj ta glavni cilj, zakaj so sploh ti pacienti tukaj, a je mogoče to res zato, ker se jim je zmešalo, oziroma ker so pač znoreli, ali je to zdaj zaradi česa drugega. V bistvu vidimo, da vsi ti posamezniki, ki so v tej bolnišnici, so na nek način malo posebni in izstopajo iz zdaj družbe. Recimo Simon, on je bil izobraženec, potem imamo recimo Ljubico, ona je bila tudi anglistka, ampak je bila tudi umetnica, in pa še pač druge posameznike imamo. Eden Emery, ki je v bistvu pianist, potem imamo še pa še pač v bistvu par drugih oseb. In že vmes med dramo pa smo priča tudi pogovoru doktorja, bolničarja Volodje in pa ostalih zaposlenih, in v bistvu vidimo, da se pogovarjajo o v bistvu neki prevzgojitvi oziroma o neki preobrazbi teh oseb. In v bistvu vsaj meni sredi branja ni bilo še čisto jasno, zdaj, kaj ta preobrazba točno je, ampak vidimo, da je v bistvu Simon, ki bi ga jaz označila tudi kot najbolj aktivni lik,
se mu že takoj zdi, da nekaj ni v redu in v bistvu potem skozi dramo snuje nek upor proti upravi zavoda. In v bistvu potem skozi dramo bolničar Volodja in pa osebe izveza pač ta nek upor in vidimo, da se osebe zelo ustraši za svojo avtoriteto, ker jih je strah v bistvu, da bodo zdaj te ljudje, ki so noter v pač tej psihiatrični bolnici, ne, ogrozili njihov obstoj. Zdaj, meni se zdi, da v bistvu tako na kratko, kaj se je dogajalo v drami, meni se zdi, da v bistvu ta cela drama govori o tem, kako so bili pač zaprti te neki posamezniki, ki na kakršenkoli način ogrožajo oblast, ker se mi zdi, da strani tega bolničarja Volodje in doktorja je predstavljena neka totalitarna oblast, kjer ni dovoljeno, da ti pač misliš po svoje in pač jih je treba ubogati oblast, tako kot pač oblast pove. No, in potem na koncu smo priča še temu velikemu plesu, kjer se igra ta veliki briljantni valček in bi mogoče jaz ta ples poimenovala kar ples norosti, ker v bistvu vsi te posamezniki, ki so označeni za mentalno bolne, plešejo v bistvu pod taktirko velikega diktatorja Volodje, ki pa v bistvu zvemo, da je zaradi nekih svojih sadističnih nazorov v bistvu mogoče on še najbolj odpiljen oziroma mogoče še najbolj mentalno bolan. Ja, se mi zdi, da je glavna ideja drame pač to, da se bomo v življenju vedno znašli v nekih situacijah, ki nam ne bodo ugajale in ker bomo mogoče zatirani, ampak da tudi, če nam je odvzeta ta pač svoboda v smislu prostosti, smo lahko svobodni še vedno tako, da se upiramo in borimo za svoje pravice. To je to. V redu. Hana, dogodek v mestu Gogi ali zaprta vrata? Lahko v bistvu zaprta vrata. Torej v bistvu to delo se v bistvu začne z 3 osebami, ki so v bistvu, oziroma najprej se začne z eno osebo, ki so v bistvu nekako zaprti v neki sobi. Na začetku nam v bistvu še malo ni jasno, kje je to. In v bistvu 3 liki, Grcin, Ines pa Estel, v bistvu se pač znajdejo v tej zaprti sobi brez oken, kjer se morajo v bistvu nekako soočiti z posledicami iz svojih preteklih dejanj. Zgodba se začne z Grcinom, ki v bistvu pač pride on prvi tja in v bistvu tam je še sobar, ki mu tako malo bolj razloži. In potem pride ta še drugi 2. In v bistvu Ines potem tudi nekako razkrije, da so v bistvu zaprta vrata v bistvu njihova nekako lastna zavest, ko jo v bistvu oblikujejo njihovi pač pretekli grehi. In v bistvu tudi potem pride do nekako trkov med temi liki, ki se pogovarjajo v bistvu o tem, kaj so naredili. V bistvu, ja, ena od ključnih točk se mi zdi, da je pač v bistvu, ko Ines začne nekako razkrivati v bistvu grehe Grcina pa Estele, ker jih pač ja, nekako obtožuje. In se mi zdi, da pač, ja, no, potem to ustvarja nekakšno napetost med liki in v bistvu tudi razkriva tudi temne plasti vsakega lika. In v bistvu dejansko recimo Grcin se spopada nekako s pomanjkanjem poguma, v bistvu Estel se v bistvu spopada z v bistvu pač osamljenostjo, ker ona v bistvu skozi nekako išče to neko ljubezen, v bistvu ona je tudi nekako njen greh, da je v tej sobi, v bistvu, ta soba je pa v bistvu nekako metafora za peklo, ampak to ni tako peklo, kot ga mi poznamo, to je v bistvu bolj tako psihično in dejansko teh fizičnih mučenj, kot jih mi poznamo v tem religioznem konceptu pekla, ampak je v bistvu predvsem psihično, zato ker se v bistvu vsak je v bistvu obkoljen tudi z drugimi, ampak predvsem sam sabo in v bistvu s tem samozavedanjem. In ja, v bistvu Ines pa nekako se mi zdi, da prevzame nekakšno vlogo takega moralnega sodnika. V bistvu skozi vse te konflikte se postavljajo tudi vprašanja o odgovornosti, svobodi in tako dalje. V bistvu pa konec je pa v bistvu
dosti brezupen, se mi zdi. Se pravi, v bistvu kljub njihovim poskusom pobega, v bistvu so ugotovili, da so nekako se obsodili na to življenje v tem pač nekakšnem brezizhodnem prostoru, ki ga v bistvu pač stvorijo njihovi nekak lastni strahovi, občutki krivde in medsebojni konflikti. Se mi zdi, da v bistvu drama predvsem poudarja to neko brezizhodnost, ko v bistvu so posamezniki ujeti v nekak pač svojih lastnih dejanjih in odločitvah brez možnosti kakršnega koli odrešanja, ne, zato ker oni so v tem peklu, oni dejansko ne morejo iti ven iz tega pekla. V bistvu je že nekako prepozno, da bi se odrešili, sam pač lahko se v bistvu nekako spominjajo na te stvari, ki so jih naredili, razmišljajo, kako bi naredili drugače. In v bistvu ja, mogoče ja, se mi zdi, da ideja je predvsem tudi o kritiki mogoče družbenih norm, zato ker pač, a ne, na primer, mislim, predvsem v tistem času je bila zelo drugačna družba, recimo, zelo je bil poudarjen ta patriarhat, se pravi, v bistvu nekako je bila poudarjena ta moč moškega, pa v bistvu tudi kako bi on mogel biti nek neustrašen človek in v bistvu pri Garcinu se pa pač pokaže, da on ni, a ne, zato ker v bistvu pač se nekako izogne tisti vojni, pa tudi neki izda, je v bistvu pokazan kot kar nek slabič. Potem tudi recimo zelo je bila poudarjena v preteklosti, v bistvu tudi zdaj je ta neka materna v bistvu kako bi tem rekla, nekako ne žilca, ampak to materstvo je bilo zelo poudarjeno, ne? Pa se pa pri Estelle dejansko pokaže, da ona ni bila dobra mati, ki je dejansko bila svojega otroka. V bistvu nekako tukaj pride do nekega nasprotja s temi vrednotami, ki jih mi drugače poznamo. Potem pa tudi recimo v družbi, ki je bila včasih tradicionalna, je bilo zelo nekako nezaželena, pa tudi prepovedana homoseksualnost, ne? V bistvu Ines tudi ta lik v bistvu ima neko razmerje homoseksualno z drugo žensko in je zelo odprta in v bistvu pač nekako pokaže kritiko takratnih družbenih norm, ne? Ko moramo se zavedati, da je bilo to napisano zelo dolgo časa nazaj, ker še ni bilo toliko vse strpno in so bile zelo velike stigme okoli teh stvari. Ampak ja, zdi se mi, da je delo hkrati kritika družbenih pričakovanj, ampak tudi v bistvu opozorilo nekako posameznikovi odgovornosti za svojo eksistenco, pa o svojih dejanjih. In v bistvu pač ja, ozavešča o tem, kako se v bistvu odločitve vsakega posameznika odražajo na njegovem lastnem obstoju in na v bistvu tudi odnosih z drugimi. Super, tako nam ostane za Prúša še dogodek v mestu Gogi. Ja, v bistvu zdaj Goga je neko mesto, kjer se srečamo z posamezniki, ki pač vsak ima neke svoje grehe oziroma stvari, ki jih je naredil v preteklosti, ki ga pač kakorkoli zaznamujejo in tudi v bistvu vsi ti posamezniki so na nek način obsojeni na to, da so tam v tem mestu in čakajo, a se bo mogoče še kaj zgodilo, a se ne bo nič zgodilo. In v bistvu pač drama se začne tako, da spremljamo pogovor dveh Stark, Tarbule in Afre, in v bistvu oni dve pozdravljata različne te meščane, ki pridejo mimo njunega balkona. In v bistvu hitro spoznamo tudi Hano, ki bi jo jaz označila kot mogoče protagonistko celotne drame. In v bistvu zvemo, da Hana je na nek način pobegnila iz Goge, da je šla nekam na tuje in se je vrnila nazaj. In se mi zdi, da že to pri ostalih likih sproži mogoče neko, niti ne nezadovoljstvo, ampak mogoče neko začudenje. V tem smislu, Hana je pa šla iz Goge, kako si je to upala, ampak v bistvu zvemo, da je Hana bežala iz Goge zato, ker se je hotela odrešiti nekih svojih travm
ker je bila namreč v bistvu žrtev spolnega nasilja. In v bistvu k njej vedno znova prihaja tudi Prelih, ki je pa v bistvu pač ta moški, ki jo je v bistvu posilil in v bistvu spet hoče neke afere z njo. Ampak v bistvu potem se ga Hana odreši tako, da ga z svečnikom udari po glavi in se kak simbolno potem upre temu spolnemu nasilju. Potem vmes srečamo med drugim tudi Grbavca Teobalda, ki v bistvu meni je bil kot lik zelo zanimiv, ker je v bistvu z mamo sta se pretvarjala, da sta igralca in da igrata prizor iz Ibsenovih Strahov. In v bistvu ta Grbavec Teobald vmes se z mamo nekaj pogovarjata in vpraša, če je biti izprijen res zlo, če je biti drugačen narobe in če je zlo biti rojen v Gogi. Zdaj se mi zdi, da tukaj v bistvu nekako povzame ta ključna vprašanja, ki jih drama odpira, zato ker se mi zdi, da v bistvu vsi te dramski liki, s katerimi se srečamo, so sprijaznjeni s tem, da so rojeni v Gogi in se trudijo biti čim bolj, bom temu rekla, neki tihi meščani, ne? Da ne bodo opaženi, da ne bodo, mogoče, če so v preteklosti kaj naredili narobe, da bodo od zdaj naprej sam še čakali, mogoče na smrt, mogoče na to, da se vse pozabi. In en lik, ki je meni tudi zelo zanimiv, je Mirna žena, to je v bistvu Elza, ki je imela v bistvu nek spor je imela z starko Afro, ne bom na dolgo zdaj o tem razlagala, ker se bomo verjetno tega še dotaknili, ampak v bistvu kar je point, je, da Mirna žena v bistvu samo čaka, ne naredi samomora, zato ker pač v okviru nekega dogovora z Afro sta oni dve zmenjeni, da ona ne sme narediti samomora in v bistvu samo čaka, ne je. In potem v bistvu vmes se Afra in Tarbula pogovarjata in ena reče, a je možno, da človek premine, kljub temu, da ne pač, da sam sebi ničesar ne naredi. In se mi zdi, da je v bistvu tle je tisto ključno, kar je za dramo pomembno, je to, da v bistvu ta Mirna žena nekako pooseblja v bistvu vse like, ker pač kaže na to pasivnost vseh likov, mogoče vseh likov razen Hane, ki pa je edina v bistvu pobegnila iz Goge in se potem tudi uprla temu spolnemu nasilju in tako v bistvu simbolno nekako premagala to gogovstvo, ker gogovstvo v bistvu kot simbol se pa pojavlja predvsem v smislu te gogovci, se pravi meščani Goge, ki so na nek način travmatične osebnosti, zdaj vprašanje, a so oni obsojeni na to, da so skozi v Gogi in da jih Goga zaznamuje ali ne. In mislim, da se je v bistvu Hana z tem konstruktivnim spoprijemanjem z nekimi težavami v bistvu rešila tega gogovstva, medtem ko pa ostali liki bolj čakajo in so pasivni. Super, odlično, super ste to lepo vzeli. Tako da zdaj pa že kar gremo, se zakopljamo v debato, ali kako naj temu rečem, primerjavo. Zdaj, če začnemo mogoče samo pri tem na prvo žogo, kakšne so potem takem skupne značilnosti vseh teh dram, tako na vsebinski ravni, mogoče vam pade na pamet kakšen lik oziroma kakšni liki, ki so si zelo podobni, mogoče vidimo zelo veliko podobnosti na kakšni idejno-tematski ravni. Kaj vam pride na pamet? Hana, na primer. V bistvu meni se zdi, da sem jaz opazila, da si dve drami v bistvu sta si zelo podobni. Recimo meni sta bile zelo podobni Zaprta vrata in pa Naše skladišče, kjer v bistvu dejansko najdemo neko kritiko družbe, se pravi v Našem skladišču v bistvu kritiko tega kapitalističnega sistema, pa potrošnje, delovskih razmer in tako dalje, medtem ko pri Zaprtih vratih pa dejansko družbenih norm, pa vrednot, ki jih imamo, pa tudi v bistvu medtem ko pa v bistvu pri Dogodku v mestu Gogi in pa Velikem briljantnem valčku se mi pa zdi, da je podobnost predvsem v likih, zato ker v Velikem briljantnem valčku dejansko
se dogajanje dogaja v neki mentalni bolnišnici, medtem ko pa pri dogodku v mestu Gogih se sicer ne dogaja v bolnišnici, ampak je dejansko avtor bil tudi psihično bolan in je tudi nekaj časa preživel v tej bolnišnici in je v bistvu tam tudi nekako dobil tudi navdih, zaradi tega, ker je tudi kasneje delal v tej bolnišnici. In se mi zdi, da je on dejansko iz tam črpal tudi nekakšne ideje, motive in tako dalje. In se tudi pri dogodku pač v mestu Gogi dejansko vidi, da so taki karakteri, zato ker so v bistvu zelo tako telesno, duševno pohabljeni. Tako da ja, v bistvu se mi recimo se mi zdi, da nekako sta mi zelo podobna lika, recimo Simon v Velikem briljantnem valčku in pa Evelyn. V bistvu zaradi tega, ker jima v obeh dramah nekako vsi nasprotujejo. Pač pri Simonu je bilo tako, da so ga v bistvu dejansko zavajali, da je on neka čist druga osebnost in da je on duševno bolan, ker pa dejansko ni bil, oziroma imel je probleme z alkoholom, ampak se mi ne zdi to dosti dober razlog, da bi ga dejansko dal v to bolnišnico. In na začetku se ona tudi zelo upira, tudi vice, da se nekako upira proti temu doktorju, v bistvu jim ne verjame, podvomi v delo in v bistvu ja, medtem pa v našem skladišču pa imamo Evelyn, ki pa v bistvu je nekako se ne ravno upira nobenemu, ampak je v bistvu nasprotje ostalih likov, zato ker v bistvu vse ostale delavke tam so v bistvu se že nekako sprijaznile s tem, da one delajo tam, da one niso na neki višji družbeni poziciji, da bojo one verjetno tudi do konca življenja tam delale. In v bistvu ona je pa edina tista, ki v bistvu nekako sanjari, v bistvu se nekako proba upreti temu, kar ostale mislijo. Ona želi biti pevka, ona želi biti igralka, ona ima zelo velike ambicije, ne glede na to, kakšni poziciji je zdaj, in zelo verjame, da ji bo dejansko uspelo, medtem ko pri ostalih pa dejansko vidimo, da so se že nekako sprijaznile. Ok, mogoče pri Veri razumem, ker je zelo stara, pa bo že kmalu šla v penzijo, ona že celo življenje tam dela. Ampak recimo ostali dve pa se mi zdi, da dejansko nimata nobene te, ko bi rekla, v bistvu ambicije za karkoli. Naprimer imamo v bistvu Marijo, ki ona je dejansko isto stara, ampak ona v bistvu se nekako upira, oziroma ne upira, ona sam išče nekako neko, kako bi temu rekla, ona v bistvu se želi zamotiti od realnosti s tem, da piše te romane, da piše te v bistvu njene pesmi, jih poje. Dejansko pa se ona zelo zaveda, da je na v bistvu tej točki, ki se ji verjetno nikoli ne bo uspel povzpeti. In tudi recimo Suzy, ona si želi odpreti neko cvetličarno, ampak v bistvu dejansko misli, da bo tukaj ostala, njo je na primer zelo strah, ko pride do tega, koga bojo odpustili, pa koga ne bojo odpustili. Medtem pa Evelina, mislim, se njo nekako, mogoče je po eni strani strah, ampak ona pa recimo pol, ko novinarji pridejo, pa ko televizija pride, ona je bila zelo žalostna, da ji niso videli, ker ona je dejansko skozi mislila, da bo uspela. In se mi zdi, da sta Evelin pa Simon glih tukaj podobna, čeprav se Simonu na koncu zgodi, da on dejansko potem pade v to, kar so ga drugi priseljevali, da je, oziroma pač postane nekako druga oseba, začne govoriti kar poljsko. Evelin pa dejansko nič ne zvemo o njej proti koncu, lahko si predstavljamo, da je mogoče uspešna, mogoče ni bila uspešna, ampak na začetku se mi zdi, da sta si ona da zelo podobna. Tako da ja, mislim, da je to. V bistvu pri ostalih dramah si dejansko ne bi toliko predstavljala kakšne podobnosti prav velikih. Tako da ja. Ok, super. Drugač pa ful dobra primerjava, ful zanimivo. Jaz bi vaju mogoče na tej točki, ki razmišljate o nekih
podobnostih. In naprimer, Hana, če izhajam iz te tvoje primerjave, da si našla neke skupne značilnosti med Simonom, pa med Evelin povabila in tudi pač vsakega potencialnega maturanta, ki potem to tudi gleda, da razmišljata potem, ko delata te neke primerjave, že takoj postavita to v nek okvir te neke okvirne teme maturitetnega eseja letošnjega, ki je seveda Ujeti ali svobodni. In glede na, če mogoče izhajam potem iz tvoje primerjave, Hana, ti, ko primerjaš Simona in Evelin na podlagi tega, da sta oba nekako bila vztrajna pri svojem, v to, kar verjameta, in sta imela mogoče še najbolj izmed dram neko upanje, da se stvar lahko spremeni in sta bila zvesta tej ideji. Tukaj lahko že takoj razmišljaš, katero idejo bi iz tega pravzaprav lahko že razvijala v okviru te teme Ujeti ali svobodni. Mogoče, da je kot neka na poti, da se posameznik osvobodi iz nekih vajeti, mogoče sistema, mogoče česarkoli že, da je neka glavna vrednota tu ravno to vztrajanje, to neko upanje, to, da ne pozabiš, da je to sploh mogoče in da ne stagniraš, da se ne preprosto nekako, da preprosto ne sprejmeš samo, zdaj je taka situacija in tako bo zavedno. To je ena stvar, no, zdaj se izmišljujem, tako čisto iz glave, prva stvar, ki mi pade na pamet, ampak to je ena stvar, ki boste verjetno tudi v svojih gimnazijah delali cel kup nekih primerjav za domačo nalogo, pa boste debatirali o tem, da vidve oziroma vsak maturant, ki tole gleda, razmišlja že korak naprej in že razmišlja o potencialnih idejah, kar je najbolj pomembno potem na eseju, ko pač tudi primerjaš pravzaprav neke osebe ali pa neke dogodke. Tako da, Pruša, še tebe vabim, kaj pa tebi na prvo žogo pade na pamet glede skupnih značilnosti? Meni se zdi, pač prva stvar, ki bi jo jaz definitivno izpostavila, je neko čakanje in vprašanje, a so liki v dramah zaprti oziroma a jim je odvzeta prostost ali ne. Zdaj recimo v Valčku so v bistvu vsi liki zaprti v neko psihiatrično ustanovo, v Gogi so recimo temu obsojeni na pač mesto, na Gogo, v Zaprtih vratah so v neki sobi oziroma peklu, potem v našem skladišču so pa v bistvu te 4 delavke zaprte, so pač obsojene na skladišče, ne morejo biti tam, da lahko delajo. In zdaj se mi zdi v bistvu, da je ful veliko vprašanje, ki ga v bistvu vse te drame odpirajo, to, a so te liki res pač zaprti in obsojeni na to čakanje, ali pa je v bistvu kdaj možno tudi iti korak naprej in se pač temu upreti. Zdaj, kar se tiče te prve tematike, ki sem jo izpostavila, mi je najbolj všeč Simon iz Valčka in pa bi ga mogoče kar primerjala z Hano iz Goge, zato ker se mi zdi, da v bistvu oba dva sta bila izpostavljena neki težki izkušnji, zdaj Hana, ki je bila žrtev spolnega nasilja, in pa Simon, ki so ga označili za zblaznelega in pač se je kar naenkrat znašel v nekem zavodu, ki pač vidimo, da je delovanje tega zavoda v bistvu nesmiselno. In zdaj seveda je najlažje to, da se sam potuhneš in čakaš, ampak se mi zdi, da recimo pač Hana je zbrala ta pogum in je udarila Preliha, pač posiljevalca njenega, ne, po glavi, kar mogoče ni res, seveda je nek aktivni upor, zdaj vprašanje, kaj se s tem reši, ampak vsaj simbolno se je odrešila, ne. Medtem ko Simon pa je v bistvu vedno Volodji in bolničarjem pač se jim je postavljal po robu, recimo, ko so se norčevali iz Dobermana in so jecljali, je na glas prvi je rekel, svinje, kaj delate, pač to ni prav. In se v bistvu po zgledu njega so se potem tudi ostali te pacienti začeli upirati. Tako da mogoče se mi zdi, da Simon pa Hana iz celotnih 4 dram ravno zaradi tega nekega
aktivnega upora še najbolj aktivna lika in tista najbolj vodilna lika, ki pač peljeta dogajanje naprej. Potem druga stvar, ki bi jo jaz omenila, je nek koncept spoprijemanja s težavami. Mogoče se bom malo navezala na to, kar sem že malo prej govorila. Se mi zdi, da je tle vprašanje, kaj je zdaj prav, a se moramo s težavami spoprijemati konstruktivno ali nekonstruktivno, ne? Zdaj seveda je lažje, pač, da zahajamo k raznim substancam oziroma da se delamo, kot da težav ni. Ampak ja, zdaj pač se mi zdi, da do večje te samoizpopolnitve pa pride, ko se v bistvu ti konstruktivno sooči z nekimi težavami. In v bistvu tukaj bi se rada navezala na primerjavo Hane iz Goge in pa pač Ljubice iz Valčka, zato ker se mi zdi, da v bistvu tudi Ljubica je bila v bistvu žrtev spolnega nasilja, njo je pa v bistvu tekom tega bivanja v bolnišnici v bistvu kar ta bolničar Volodja posilil. In v bistvu, kar je meni zanimivo, je to, da se pri obeh likih spolnost na nek način razvrednoti. Zdaj postane v bistvu neko orodje, s katerim se oni dve zamotita in pa tudi s katerim v bistvu prideta v element, ko sta po vseh teh travmah nekako na pozicijah moči. Zdaj, kaj mislim s tem? Recimo pri Hani, Hana je bila cel čas v bistvu žrtev nekega posilstva, potem pa, ko se je na nek način znebila Preliha, je pa začela mahati klikotu pisarju, je rekla, daj pridi k meni, pač naj se bova imela fajn in tako naprej. In v bistvu je s tem hotela na nek način pozabiti te travme in si reči, zdaj pa sem lahko jaz v neki poziciji moči, vidim, da me klikot hoče, ne, in je v tej smeri naprej peljala v bistvu dogajanje. Ljubica je pa postala zelo naklonjena do Simona, verjetno tudi zato, ker je občudovala ta njegov upor, ker ona je bila sama kot lik zelo, tako bom temu rekla, apatična, depresivna. V bistvu je prva, ki je rekla, da se je zmešalo, ki sta se s Simonom pogovarjala in v bistvu je prva, ki je res priznala to. Ampak se mi zdi, da v tej apatičnosti ni vedela, kako se upreti, ne. In se je tudi zelo navezala na Simona in tudi želela neke afere z njim, da bi v bistvu z spolnostjo se nekako zamotila in pozabila na realnost. Tako da to mogoče. Potem pa tretja stvar, taka velika, ki bi jo omenila, pa ki se mi zdi tudi mogoče še najbolj ključna in najbolj splošna od vseh, je pa posameznik v primerjavi z družbo. Se pravi, vse drame se zelo sprašujejo o tem, v bistvu, kakšna je vloga posameznika v družbi in a je vedno prav, da posameznik deluje tako, kot pač mu družba narekuje, samo zato, da bo njegovo dejanje družbeno sprejemljivo, kljub temu, da mogoče s tem sam sebe zatre. In mogoče tukaj dva lika, ki sta mi na nek način podobna, sta v bistvu ta poslovodkinja Grebovič iz našega skladišča in pa Volodja. Zdaj, zanimivo mi je, prav en citat sem si izpisala, ki je v bistvu ta poslovodkinja Grebovič. Kaj je bilo narobe, so te v skladišču delavke so narobe lepile etikete in je potem v bistvu ta Greba, kot so imenovali, ne, to ugotovile in je prav rekla, no, kaj pa zdaj, a vam je muca snedla jezičke, ne, v tem smislu. In se mi zdi, da tle se zelo kaže, da se v bistvu ona nekako norčuje iz delavk oziroma govori z njimi v takim zaničljivem tonu, ker so one, po hierarhiji manj od nje. In recimo Volodja se je pa itak nasploh skozi norčeval iz vseh teh pacientov in se mi zdi, da se zelo kaže ta odnos, da imata v tem primeru ta poslovodkinja Grebovič in Volodja višjo politično moč zaradi tega, ker sta mogoče na takih uradnih položajih, ki to bolj omogočajo. In se mi zdi, da zelo tako v bistvu na nek način satirično avtorja sporočata, čemu vse smo podvrženi pač posamezniki in pač sugerirata, da mogoče ni prav, da se temu prepustimo. Tako da to mogoče, no. Ok, super. Mislim, da sta že nekako fajn izpostavili super izhodišča za potencialno primerjavo. Se bomo k tem nekim skupnim značilnostim še vrnile. Zaenkrat pa predlagam, da mogoče pridemo bolj k kakšnim še razlikam.
Tako da, Hana, mogoče tebe povabim, da mogoče razložiš, kako se tebi zdi, da je specifično naše skladišče edinstveno in kako se razlikuje pravzaprav od preostalih del. Ok, pač zdi se mi, da je naše skladišče drugačno, zato ker je dejansko postavljeno v nek prostor, ki si ga mi zelo lahko predstavljamo, a ne, ker to je dejansko skladišče, pri zaprtih vratih je neka soba, ki si ne moramo predstavljati. Google si lahko dejansko predstavljamo, ki jo opisujejo, ampak to ni dejanski prostor, ki ga mi v dejanskem svetu poznamo. Veliki briljantni valček pa ja, se je v neki tej umobolnici, ampak ni tako vsak dan, kot si mi predstavljamo. Naprimer, jaz sem si zaradi tega naše skladišče lahko zelo bolj predstavljala, pa tudi bolj poglobila te delavke, zato ker ja, dejansko si lahko predstavljam, kako je njim, ker naprimer tudi v današnjem svetu vemo, da so te delavske razmere zelo tako velika tema, o kateri bi se lahko več govorili, ker so zelo slabe, pač te delavske razmere po velikih delih sveta. Mogoče se mi tudi zdi zelo bolj realistično delo, kot vsi ostali, v smislu, to se dogaja, ne? To se je dogajalo tudi v preteklosti, še posebej po tem vzponu kapitalizma. Zdi se mi, da ja, v bistvu tudi ta slang, ki ga v bistvu dejansko avtorica uporablja, ne, ko one zelo velikrat tudi preklinjajo, v bistvu ta nižje pogovorni jezik, kako bi temu rekla. V bistvu se mi zdi, da se s tem lahko dejansko bolj predstavljamo na to neko resničnost in mi je tudi nekako zelo bolj blizu, pa dejansko tudi bolj začutam nekako jezo ali pa neka čustva prek tega nižje pogovornega jezika, zato ker se mi zdi, da ga tudi recimo mi mladi uporabljamo, ko v bistvu pridemo do takih situacij, ko se soočamo z nekimi problemi. Ja, se mi zdi, da si lahko tudi bolj predstavljam, zato ker mi vemo, da kakor že skozi ta nek kapitalistični sistem pa potrošnjo omenjam, mi si to zelo bolj lahko predstavljamo, ker smo dejansko priča temu, a ne. Se mi zdi, da mi skozi recimo naprimer tudi pri različnih predmetih v šoli, mi skozi opozarjamo na to nekako hierarhijo, ki jo imamo v današnji družbi in tukaj se dejansko lahko, v tem delu se zelo začuti to, ker imamo pač v bistvu neke delavke, ki so na spodnji meji družbene lestvice, potem imamo tisto grebo, ki je malo višji od njih, pa potem tudi tega direktorja, ki je najvišji in se ga vsi najbolj bojijo. Naprimer, one se zelo bojijo njegovega prihoda. V bistvu se mi pa zdi, da se bolj bojijo dejansko te grebe, ker kot je že Pruša prepovedala, ona dejansko jih malo nekako zmerja, pa tudi ona dejansko njih gleda na dol, ne. Tako da, ja, v bistvu zaradi tega mi je mogoče to delo malo bolj drugačno, pa malo bolj bližje. Super. Pruša, v čem se pa Sartrova drama Zaprta vrata, oziroma v čem je ta drama edinstvena glede na ostala dela? Ja, zdaj se bom mogoče malo navezala na Hano. Zdaj se mi zdi, da med Zaprtimi vrati in pa našim skladiščem lahko mogoče takoj razločimo na ta način, ker v bistvu Zaprta vrata dogaja se v neki sobi oziroma peklu, ki pač v resničnem življenju, prav v takem dogajalnem prostoru se nek tak dogodek ne bi mogel zgoditi, ne. Recimo naše skladišče je pač veliko bolj realna in si jo lahko tudi predstavljamo tako bolj, kot da bi se lahko res zgodila v vsakdanjem življenju. Medtem ko se mi zdi, da se v bistvu z velikim briljantnim valčkom razlikuje v tem, da mogoče valček bolj nagovarja neke posameznike, ki so pač kakorkoli drugačni, ali so umetniki in zato ogrožajo oblast, ali so izobraženci. Medtem ko pri Zaprtih vratih se mi pa zdi, da je v bistvu Ines, Estel pa Gersin, ki so se znašli
tam v tej sobi so res v bistvu čist, bi rekla, popolnoma tako povprečne osebe, taki ljudje, ki pač lahko bi bili kdorkoli, lahko bi bili bolj iz nekih marginalnih okolij, lahko bi bili največji plemiči oziroma pomembneži, ampak se mi zdi, da v bistvu ta zaprta vrata v tej sobi predstavljajo ravno to idejo, da se lahko kdorkoli znajde v tem peklu oziroma v tej neki situaciji psihičnega mučenja, ki ti ga zadajo neke te pretekle izkušnje. Ker v Gogi recimo se mi zdi, da tudi v bistvu vsi te posamezniki, ki jih vidimo, so v bistvu na nek način tudi posebni. Recimo Julio Gapit, ki je imel neke zametke shizofrenije in se je pač pogovarjal z lutko in je imel nek erotičen odnos z lutko. Potem, tam vidimo tudi neke te umetnike, ampak se mi zdi, da pri zaprtih vratih je mogoče se vsaj mene najbolj dotaknilo to, da v bistvu Ines, Estelle in Garcin, v bistvu to, kar je bilo smatrano, da so oni naredili kot zločin, je v bistvu res taka stvar, ki je zdaj vprašljiva, a je zločin ali ni, in da se v bistvu lahko vsakemu zgodi, da se znajde v nekem takem pač položaju. Tako da mogoče to, da se ostale drame bolj specifično na ljudi z določene situacije fokusirajo, recimo naše skladišče prav na delavke, valček na ljudi, ki pristanejo v pač umobolnici oziroma na neke potencialne ljudi, ki ogrožajo oblast, in pač pa v Gogi pa tudi pač neke ljudi, ki so zaradi svojih miselnih dogajanj malo odtujeni, medtem ko pri zaprtih vratih imamo pa pač Garcina, ki je bil pač vojak, in pa Estelle, ki je bila neka plemkinja, in Ines, ki je bila poštna uradnica, in mogoče te tri liki dejansko zaobjamejo vse te življenjske pole in se potem znajdejo tle. Tako da mogoče zaradi tega še večji udar, ker res vidiš, da se lahko komorkoli pač to zgodi. Super, Hana. Ne vem, če sem čisto šla zdaj, ali... Ne, ful super, res ful super. Vsaka pravzaprav misel pri tem pogovoru se mi zdi, da dodaja neko dodano vrednost, ker ravno to, na eseju je potem ravno pomembno, pa tudi nasploh, ko pač razmišljaš o čtivu, ki si ga prebral, da razmišljaš o vseh možnih poteh in kombinacijah, tako da pač to je samo dobro in samo koristno. Hana, zdaj pa tebe vabim, da mogoče poveš, zakaj oziroma zaradi česa je pa Veliki briljantni valček morda posebno delo. Ok, mogoče zato, ker imamo dejansko tukaj en lik, ki je obsojen na nekaj, kar ni, on je obsojen, da je čisto v bistvu neka druga oseba, medtem ko sploh ni, in pa na koncu drame dejansko postane ta oseba. Medtem ko pri drugih delih se mi pa zdi, da dejansko ni toliko tega, kako bi rekla, sploh se ne znam izraziti, ampak se mi zdi, da naprimer pri našem skladišču imamo vse nekako 4 like, ki so nekako bolj enakovredni. Potem tudi, v dogodku mesto Gogi imamo Hano, ki je tako bolj protagonistka, se ni tudi zgodi nekaj slabega. Ampak se mi zdi, da je vseeno malo drugače, zato ker ona pride v to mesto, zato ker se je nekako želela znebiti te travme. On pa je bil dejansko postavljen, naprimer mogoče pri zaprtih vratih so bili edini te liki postavljeni v to sobo, brez njihovega nekako dovoljenja, ali kako bi temu rekla, pač so prišli v tisto sobo. V tem delu se mi pa zdi, da je bil on edina oseba, ki je bil tako prisiljen biti v tej ustanovi, in se dejansko ni mogel iti stran. Pač pri zaprtih vratih tudi ti liki niso mogli iti stran, ampak oni so dejansko nekaj prej zagrešili, in so imeli razlog, zakaj so oni prišli v to peklo, medtem ko ta Simon pa dejansko ni imel toliko močnega razloga, ker on je pač proučeval tistega vojaka, ampak on dejansko nič ni slabega naredil, da so ga dali v to situacijo, v kjer je bil. In pač polk je v tem zavodu, se mi zdi, da
ne vem, mogoče sam ta cela ideja okoli tega, da je on v tem zavodu zaradi tega, ker se ne bi pretvarjal, da je nek vojak, medtem ko se sploh ni. Mogoče sam ta cela ideja mi je čist drugačna kot druge ideje, kot sem že prej povedala. Mogoče ja, to pa, mogoče tudi se mi zdi, da je drugačen, ker se skozi stopnjuje ta neka absurdnost, a ne, pa tudi konec tisti ples se mi zdi tako nekako čist drugačen kot pri ostalih dramah, naprimer pri našem skladišču, a ne, konc je v bistvu njihov vsak dan, a ne, pa isto v dogodku mesto Gogi, nekako pridemo spet na začetek, ni bilo nobenega, ko bi rekla, vrha dogajanja, oziroma pač nič se ni razrešil, isto v zaprtih vratih, oni bojo zavedno v tem prostoru. Tukaj se mi pa zdi, da ta konec, ta ples, a ne, je čist neki drugačen, pač nima zares razpleta, ampak vseeno je nek dogodek, v bistvu ne vem sploh, kako bi se tukaj izrazila, ampak ja, se mi zdi, da je konec najbolj grotesken, pa najbolj tako absurden v primerjavi z drugimi, če bi lahko kar tako rekla. V redu. Prúša, kaj pa? Ja, A lahko sam še eno malenkost dodam? ja, seveda, Jaz se popolnoma strinjam z vsem, kar je Hanna rekla, ampak jaz bi sam tle dodala še to, da se mi zdi, da v bistvu vse te neke, bom temu rekla, čudni oziroma nepričakovani dogodki, ki se dogajajo v družbi, v bistvu najlažje jih je pripisati nekim duševnim boleznim in v bistvu s tem ljudi označiti kot mogoče za malo drugačne, ampak se mi zdi, da tukaj v Valčku se pa cel ta koncept psihiatrije in da se v bistvu mogoče tudi malo razvrednoti in v bistvu tudi malo kritizira, zdaj, ker pač posamezniki, ne, pač v preteklosti je bilo itak to zdravljenje, psihiatrično zdravljenje, večinoma pač s temi elektrošoki oziroma zelo tak ne glih fajn odnos je bil z pacienti, ne, in se mi zdi, da v bistvu tudi tukaj se mogoče ta odnos kaže s tem, da se Simonu odreže noga, ne, in se mi zdi, da je mogoče tudi cela ta koncept psihiatrije mogoče malo skritiziran in pač pokaže, da mogoče ja, da smo na nek način odgovorni za svoja dejanja, ne glede na to, če smo duševno bolni ali ne. In pač mogoče, ja, to se mi zdi, da malo razvrednoti te neke predsodke v tem, da samo duševno bolni delajo neke take zločine oziroma neprimerne stvari. Tako da to. A lahko še v bistvu jaz nekaj dodam, sem se spomnila. Ja, sorry. V bistvu tudi mogoče se razlikuje zaradi tega, ker je pač v vseh delih obstaja neka hierarhija moči, a ne. Tukaj se pa dejansko, se mi zdi, da je edino delo, ki se pa spremeni, a ne. Mi imamo na začetku v bistvu sta imela več moči, dejansko ta izvedenca za metafore, ali kakorkoli se imenujeta, kot pa dejansko doktor, a ne, ki pa bi mogel biti tam v bistvu glaven, ker je pač bil doktor tudi, a ne, on je bil dejansko prisiljen sprejeti Simona kot pacienta, pač čeprav se mu je zdel težek primer. Doktor je pa pač po drugi strani imel na začetku tudi več moči od Volodje, a ne, v bistvu saj pač takšen vtis sem dobila, ki je definitivno izvajal pomembnejše delo. Pa skozi celo dramo se pa dejansko ta Volodja, a ne, je pa počasi tako prevzemal to moč, pač naprimer začel je kar tako ukazovati bolničarjema, tako drugim je začel ukazovati, drugi ljudje so se ga začeli bati. Pa sej doktorja se po eni strani ne bi smel bati, ampak se mi zdi, da je s tem ustrahovanjem tako zelo želel prevzeti to nekakšno moč in oblast, a ne, ker se mi zdi, da je bil v bistvu tudi zelo nezadovoljen sam s sabo po eni strani, da je to delo, pa se pa zgodi ta preobrat totalen, ker pač ta Volodja odreže nogo temu Simonu, ker je pač nekaj slišal, da je ta doktor želel narediti, ne. In se mi zdi, da je bil to ta nek ključen trenutek, ko je on prevzel to oblast in pač v bistvu tudi našel nekak razloge, zakaj ga doktor ne bi prijavil, ker pač mu je doktor pol grozil, da ga bo prijavil, a ne. In pač ja, v bistvu doktor, ja, in potem naprimer se mi zdi, da je tudi s tem nasiljem nekako dosegel svoje, ker si je že od začetka nekako želel biti spoštovan, pa pač ni bil, ker ni imel spet toliko neke vloge, avtoritete. Zdi se mi, da tudi on izhaja tudi nekako iz neke nizke samopodobe, kot sem že prej rekla, in se pač z nasiljem nekako boljš počuti. Tako da ja, se mi zdi, da to,
v bistvu mu je odrezal nogo, se mi zdi, da tudi doktor pol ugotovi, da je nekako z Volodjo tudi nekaj narobe in se mu pač začne mešati. Tako da ja, v bistvu se mi zdi, da je mogoče to. Pa tudi mogoče, kako je tako človek nekako mislim, tukaj se zelo čuta, ne, kako je naprimer v zgodovini, a ne, če se osredotočimo na to, kaj sploh je ta institucija Svoboda osvobaja, a ne. Se mi zdi, da nas zelo lahko spominja tudi na nekako institucijo med drugo svetovno vojno, v bistvu, ko so bila taborišča. In se mi zdi, da je zelo najdemo v bistvu neke podobnosti, ker pač v bistvu že zgodovina je imela taborišča in iz tega bi se lahko v bistvu mi naučili, da v bistvu nekako človek, ko dobi oblast, se mu v bistvu nekako zamenja mnenja, ne? Zato ker v teh taboriščih oni, ko so dobili oblast, najprej nad temi ljudi so jih dejansko začeli pobijati, ne? Tukaj pa tudi ta Volodja, ne, pa ko je dobil oblast, oziroma najprej je že bil kar tako nasilen in pač želel to oblast, in pa je kar tako odrezal nogo. Tako da ja, tudi v zgodovini, a ne, so bile psihiatrične klinike narejene samo zato, da pač so ti duševno bolni umaknjeni stran od drugih, dejansko jih niso zdravili, ne. Tudi recimo meni je bilo zelo čudno, da je doktor želel tako metaforično pregnati nekako hudiča iz Simona in ga v bistvu s tem nekako osvoboditi. To se mi zdi tudi zelo velik absurd v tej drami. Tako da ja, v bistvu se mi zdi, da to je najbolj tako. Super, super. Pruša še mogoče dogodek v mestu Gogi, kaj je mogoče bolj drugačnega pri tej drami? Moram priznati, da sem zdaj vmes, ko je Hana govorila, malo razmišljala, če dobim glih to vprašanje. Kaj je drugačnega? Ne vem, težko najdem nekaj, kar bi rekla, da je tako res samo za Gogo drugačno, ker se mi zdi, da pač, te posamezniki so bili v pač tem mestu, ampak to predstavlja neko zaprtost, recimo, kjer ni izhoda, ampak to je lahko tudi recimo pri Valčku ta psihiatrična ustanova, pri zaprtih vratih ta pekel. Ne vem, v bistvu ne vem, kaj bi izpostavila, tako kot samo eno drugačnost. Hana, imaš ti mogoče kakšno idejo? Drugače je pa lahko odgovor tudi to, da se ti ne zdi, da se No, potem je pa mogoče to moj odgovor, čeprav verjamem, da se da najti kakšne podobnosti, mislim, kakšne razlike. Ampak tako. Hana, mogoče imaš ti kakšno zamisel? Mogoče ja, pač zelo je težko določati tako te drugačnosti. No, ne vem, pač meni se sam zdi, da je Hana drugačna glavna vloga od ostalih, zato ker ona pride v to mesto, zato da se pač znebi te neke travme, a ne. Ker ostali liki v ostalih dramah pač ali so postavljeni že v neko ustanovo, ali pa pač v skladišču pač morajo to delati, zato da preživijo, a ne. Ona pa dejansko sama prišla v to mesto, čeprav je to mesto v bistvu ostalo v zelo grdih spominih zaradi tega posilstva. Je ona vseeno šla tja, da bi se nekako odrešila te travme oziroma od vseh, ja, ne vem, v bistvu mogoče tudi liki so mi čist drugačni od ostalih likov. Naprimer, meni je bilo to dramo najtežje razumeti dejansko, ker se mi zdi, da je tudi ta dialog drugačen, pa tako malo vmes kar nekaj govorijo. Mogoče samo v likih je pač ta drugačnost, ker so oni dejansko tako pohabljeni, pa vsak ta lik ima neko posebnost. Mogoče samo ta cel koncept te drame, a ne, ker pač ta avtor je pač iskal navdih v teh psihično bolnih ljudeh. Mogoče mi je samo ta drugačnost, drugače pa se mi sploh ne zdi, da bi imela zelo nek, ne vem, drugačen pomen ali pa karkoli. Ok, super. No, ja. Meni se mogoče edino zdi, da če bi že mogla nekaj izpostaviti, se mi zdi mogoče Goga tako od teh 4 dram tako najbolj groteskna, v smislu, pa tudi recimo, če sem razmišljala, če bi želela tako mojemu bratu, ki je star 12, predstaviti
tako čist preprosto idejo o tem, o čem govorijo drame, se mi zdi, da bi mu predstavljala Gogo kot neke v bistvu te lutke in tiste hiške za punčke, kot res pač te mini sobice, in se mi zdi, da bi pač, ne vem, nekako se mi zdi, da bi mu najlažje to predstavljala skozi neko tako simboliko. Ampak ja, mogoče ta grotesknost, pa to, da je Goga simbol vsaj meni kot nekega depresivnega mesta, mogoče najbolj tako za dramo neaktivno okolje, oziroma tako, da se, če ne bi bilo Hane, res nič ne bi zgodilo, ne, potem. Super. Zdaj mogoče je bilo fajn vzpostavljeno izhodišče, da se srečujemo z specifičnimi, edinstvenimi liki, ki so ponekod absurdni, ponekod groteskni, skratka zelo pač dodelani, bom rekla. In če se ozremo nekako nazaj na vsa dela, s kakšnimi liki bi rekla Hana, da se na splošno srečujemo v teh dramah? Mi zdi, da v teh dramah se srečujemo z liki, ki nekako v bistvu se skozi imajo ta nekak eksistencialističen problem, oziroma skozi iščejo, naprimer, zakaj so se določeni dogodki zgodili, nek pomen v določenih dogodkih, pomen v življenju. Recimo, zdi se mi, da... Sorry, ali samo ponovite vprašanje? Torej, kako, če pogledaš nekako vse te drame, kako bi rekla, kakšne so skupne značilnosti, s kakšnimi liki se srečujemo, kakšne nekako njihove lastnosti se mogoče največkrat ponavljajo tekom različnih teh dram? Ok, zdi se mi, da se srečujemo z liki, ki so pač, ki se v bistvu nekako sprašujejo o smislu življenja, o smislu dogodkov, ki so se jim zgodili, hkrati pa nekako se odražajo na tudi mogoče pretekla dejanja, mogoče to pri zaprtih vratih najbolj prikazano, ampak recimo tudi naprimer v našem skladišču, one se tudi pač recimo tako včasih naprimer gledajo na pretekla dejanja, recimo naprimer, ki naprimer je eno izmed karakterjev mož zapustil, pa ki je mož umrl, pač vedno gledajo tudi nekako za nazaj. Vseeno pa se mi zdi, da vsak lik, vsak glavni lik na začetku pač želi najti neko rešitev tega problema, v katerem je. V našem skladišču je to najbolj Evelyn, pač recimo v Velikem briljantnem valčku je to Simon, ki proba najti rešitev, da gre stran iz te umobolnice. Potem v dogodkom v mestu Gogi je Hana, ki želi nekako se znebiti te travme. Tako da mogoče to. Definitivno pa tudi nekako upor, ne družbi, ampak mogoče upor temu, kar se jim je zgodilo. Naprimer, v našem skladišču spet Evelina se upira tej ideji, da bi ona zavedno delala v tem skladišču. Potem v dogodku v mestu Gogi se Hana nekako ne upira, ampak dejansko upira, da bi jo to posilstvo nekako zaznamovalo, ker ona ni mogla pač potem navezovati sploh kakršnih koli zvez z drugimi partnerji, zaradi tega, ker je to v bistvu tako traumatizirala. In pač ona se mi, da noče, da jo to zaznamuje do konca življenja, ona hoče najti neko rešitev. Potem zaprta vrata, oni vseeno nekako se poskušajo rešiti tega pekla, ampak pač in se upirajo temu, da bi bili tam, ampak hkrati oni, ne vem, spoznajo to njihovo, mislim, se bolj začnejo samo zavedati teh stvari, ki so jih oni zagrešili. Tako da mogoče se mi zdi, da najbolj tukaj se kaže. Pa tudi tako, zdi se mi, da se tudi nekako sprašujejo tudi o moralnosti, pa o moralnih vprašanjih skozi dramo. Tako da bi se mogoče to. Super. Prúša, Katarina, kaj pa ti meniš, da likom pogosto v vseh teh 4 dramah predstavlja neko
največjo oviro in kako se pravzaprav te liki, mogoče vsak drugače, soočajo oziroma skušajo premostiti to oviro? Ja, zdaj v bistvu, če vse to, kar bom govorila, povzamem v enem stavku, bi rekla, da v bistvu vsak lik najbolj ovira življenje samo. Zato, ker se mi zdi, da v bistvu vse te drame, če bi jih jaz mogla označiti kot drame s pozitivnim, drame z pač srečnim koncem, drame z negativnim koncem, mislim, jaz bi rekla, da so konci povsod kar tako pač zelo negativno obarvani, mogoče že zato, ker so same drame s to ciklično strukturo in se mi zdi, da se dejansko tako, da bi avtor prav na pladnju dal bralcu, evo, to pa to se razreši, da do tega dejansko ne pride na tak način. In se mi zdi, da v bistvu vsi te liki, ki so zajeti, pač in glavni liki in stranski liki, so na nek način determinirani, zdaj pač vsak zaradi različnih stvari. Ne bom zdaj se spuščala pač v podrobnosti, kako je kjer lik determiniran, ampak se mi zdi, da ne bom rekla, da je ovira, ampak da mi je zanimiv ta proces, kako v bistvu nekateri liki to determiniranost premagajo, nekateri liki pa ne. Se mi zdi, da tisti liki, ki te determiniranosti ne premagajo, torej pač to pomeni, da se sprijaznijo s tem, kjer so in mogoče za nekim neugodnim položajem, da potem je življenje v takem pogledu največja ovira na njih, ker pač tega ne premostijo in ostanejo na tem mestu, kjer so ostali, so zelo statični. Medtem ko drugi liki, ki pa se v bistvu proti tej determiniranosti borijo in v bistvu izkažejo tudi veliko mero neke samoaktualizacije in pa lastne moči, pa v bistvu pač to oviro uspešno premostijo. In ja, v bistvu bi poudarila to, da se mi zdi, da tisti najmočnejši liki so se v bistvu zavedali, kakšno moč imajo v sebi in da jim je ravno to zavedanje te moči omogočilo, da so stopili eno stopničko naprej. Se mi pa zdi, da če bi vsi liki razmišljali, ne bom rekla pravilno, ampak če bi vsi liki razmišljali na tak način, da je možno neke te težave premagati oziroma to neko ujetost, pa pač vsi so imeli potencial za to, ampak eni so ga znali uporabiti, eni pa so se pač sprijaznili s to determiniranostjo, tako da to. Ok, super. Hana, te namenjam sorodno, ampak ne čist enako vprašanje in sicer velikrat se pojavlja ta pravzaprav neka tema brezizhodnosti pa ujetosti in nemoči posameznika. Zdaj, kako se tebi zdi pravzaprav, kaj je razlog za ujetost teh nekih likov v dramah in v kolikšni meri pa so ti liki tudi odgovorni za svoj lasten brezizhoden položaj, v kolikšni meri pa je to mogoče stvar okolja, lastne determiniranosti, kar je že odprla nekako Pruša. Kako se ti to zdi? Ja, v bistvu meni se zdi, da v vseh delih čutimo to neko brezizhodnost. Recimo, če se kar navežem lahko na vsaka dela, recimo v našem skladišču je ta brezizhodnost v tem, ker so one ujete v to delo. One morajo skozi delati, zato da se lahko preživljajo, zato da lahko normalno živijo. In se v bistvu s tem nekako tudi bolj sprijaznijo, kot mogoče kakšni drugi liki. Recimo razen mogoče Evelyn najbolj izstopa. Potem recimo dogodku v mestu Gogi se mi zdi, da je ta brezizhodnost v tem, ker pač so vsi nekako ujeti v tem mestu. Niso zares ujeti, ampak pač nihče si ne želi nekega, ne vem, napredovanja ali pa drugačnosti, razen pač Hana, ki pride tja nazaj. Se mi zdi, da se vsi tako skozi celo dramo čakajo na nek velik dogodek, da bi se zgodil in se ta dogodek nikoli ne zgodi in so dejansko pač skozi v tem mestu. Recimo v Zaprtih vratih se mi zdi, da se najbolj kaže ta brezizhodnost, ker so oni dejansko ujeti v to sobo in oni se soočajo s tem v bistvu na tak način, da probajo v bistvu,
Ja, pač se probajo pobegati, ampak hkrati pa v bistvu nekako poglobijo vse te odločitve, ki so jih naredili, da jih je pripeljalo do te samoizhodnosti, a ne, ker oni so grešili, oni so delali neke stvari, neke nemoralne oziroma moralno sporne stvari, da so prišli v ta peklo, v to sobo in se mi zdi, da se oni nekako vseeno pridejo do tega samozavedanja lastnih odgovornosti pa vsega tega, kar so storili, da jih je pripeljalo do tega, medtem pa recimo v dogodku v mestu Gogi se mi zdi, da pa niso toliko karakteri dejansko samozavedni. Mogoče edin Hana, ne, ker ona pač se proba znebiti te travme, ampak ostali karakteri pa dejansko ne čutimo nobene spremembe pri nobenemu. Potem v velikem briljantnem valčku pa so vsi te karakteri nekako brez kakršnega koli izhoda, a ne? Ker oni so zaprti v tej kliniki, oni itak ne morejo iti ven. Oni so se nekako tudi sprijaznili s tem, razen pač Simon na začetku, a ne? Pa še njega so pripeljali do te točke, da se potem tudi je nekako on se nehal boriti proti njim oziroma je dejansko poglobil, da je neka druga oseba, ki so ga označevali. Tako da mogoče v temu, a bi mi lahko sam ponovili še, kaj je bil drugi del vprašanja? V kolikšni meri so liki sami odgovorni za svoj brezizhoden položaj, v kolikšni meri je to stvar mogoče okolja, neke determiniranosti, tako? Ok, ja, se pravi, v zaprtih vratih so definitivno odgovorni za v bistvu svoj položaj. Oziroma, mislim, sej kdo pa sem jaz, da to rečem, a ne? Sej nismo mi neki bogovi, ki sodimo, kaj si kdo zasluži ali pa karkoli, ampak se mi zdi, da je nekako najbolj utemeljeno, zakaj so oni tam, a ne. Ker vseeno ta ideja o tem psihološkem peklu je, da so oni pač neki grešili in oni so dejansko neki zagrešili, ne. Vsi so naredili nekaj slabega. Medtem pa v recimo našem skladišču, tam pa dejansko ni toliko utemeljen, zato ker je pač postavljen v tako družbo, kjer v bistvu smo vsi prisiljeni delati, zato ker smo vsi prisiljeni imeti denar, da pač preživimo in tudi one so. In se mi zdi, da pač dejansko tukaj je družba tista kriva za njihovo brezizhodnost, ne? Ker pač družba je tista, ki jih je nekako postavila na to točko, da morajo delati, ne? Da morajo, še posebej recimo tudi oblast oziroma ta greda, ki jih pač skozi nekako muči, ki jih skozi nadira, da ne one delajo, ona pa v bistvu dejansko ne dela toliko fizičnega dela, kakor pač ga recimo one. Potem mogoče v dogodku v mestu Gogi se mi pa zdi, da je ta brezizhodnost velikih samih, ker oni sploh se ne zavedajo toliko, se mi zdi, da svojega obstoja, kakor se drugi. Oni sam pač so postavljeni v to mesto, se rodijo tam in pač ne grejo ven, ne. Edino Hana je tista, ki se je odločila za izhod, ne, zaradi tega pač posilstva. Edino ona je pač ta, ki se dejansko mogoče malo bolj zaveda svojega obstoja. A so še kakšno delo pozabila? Pa saj pravzaprav se mi zdi, da si izpostavlja ta glavno. Ok. Ok, zdaj pa tako. To vprašanje bom namenila samo Pruši, ampak prosim, da o tem globoko razmislita obe, ki je dobro vprašanje. Skratka, mislim, sledi še boljše, upam. Torej, Pruša, bi za katerokoli izmed dram lahko trdila, da v njej nastopa kakšna zares svobodna oseba? Ja, to definitivno. Jaz mislim, da v bistvu to vprašanje širše, ne, svobode, pa koliko si jo človek pač upa samo vzeti oziroma koliko si jo pribori za svojimi dejanji. Se mi zdi, da v vsaki drami lahko najdemo zdaj pač neke zametke take svobode, ampak tako zares svobodna oseba. Zdaj, meni se zdi, da pač mene se je najbolj dotaknila drama Veliki briljantni valček, zato se mi zdi, da tam lahko najlažje najdem neke take osebe, ki se temu vsaj približajo.
In ja, jaz bi mogoče izpostavila kar Simona, zato ker se mi zdi, da v bistvu s tem, ko je on pristal v pač tem, v tej ustanovi, je v bistvu bila je v bistvu to neka preizkušnja za njega, kjer je v bistvu on sam sebi dokazal, da se je zmožen pač boriti za neke te svoje pač norme in da je zmožen pač stopati tudi, da je zmožen tudi pač, da se je zmožen postaviti pač zase. To mogoče zato mi je pa tudi v bistvu težko rečem, zdaj, če je Simon edina taka res najbolj svobodna oseba, ne, oziroma, ja, jaz bi vseeno Simona izpostavila, se mi pa zdi mogoče, da po tej svoji svobodi, ki si jo na koncu pribori, ne izstopa toliko kot neke druge osebe, ker vsaka oseba je na nek način zaprta in na nek način ujeta, ampak potem pač ja, vsaka oseba, ki se odloči zastopati svojo svobodo, jo potem pač tudi najde. Zdaj, mogoče se pri Simonu najbolj kaže, ker v tej psihiatrični ustanovi ti je res odvzeta ta fizična, pač se pravi svoboda, ta prostost. In pa se mi zdi, da Simon je tudi najbolj v nekem tragičnem razmerju med tem, kar je realnost in kar je v bistvu ta psihiatrična ustanova. Zaradi tega, ker tla bi rada omenila še ta odnos z njegovo zaročenko Klaro. Zdaj, Klara po mojem mnenju pooseblja nek zunanji svet, ne? Nek svet, ki obstaja izven pač te psihiatrične bolnišnice. In zdaj v drami se Simon za Klaro sreča samo na teh obiskih. In on ji govori, pač Klara, tukaj nekaj ni v redu, da ji prosim, če mi pomagaš, da pridem ven iz te bolnišnice, ampak Klara na nek način mu noče verjeti in se noče soočiti s tem, kar je realnost. In mu govori, ja, da je sej potrpi, sej samo še v bistvu, samo en mesec boš v tej bolnišnici, sam še toliko pa toliko časa imaš. In se mi zdi, da se potem Simon zave, da ni samo to, kar se dogaja v psihiatrični bolnici, absurd, ampak da je na nek način absurd tudi zunanje življenje. Zaradi tega, ker Klara tle je tudi malo ironično, ime je Klara, kar bi lahko prevedli kot jasna, ampak Klari ni bilo nič jasno, ne. Se pravi, tukaj vidimo, da tudi v bistvu zunanji svet nekako odpade in se mi zdi, da v Simonu, dokler je pri tebi upanje, da bo enkrat boljše, se pravi, v Simonovem primeru, ko pride ven iz te bolnice, imaš vedno neko gonilo, ki mogoče obstaja tudi izven tebe, ampak pri Simonu se mi pa zdi, da je zamrla tudi ta ideja, da bo potem, ko pride iz psihiatrične bolnišnice bolje, in se mi zdi, da je mogel ravno zaradi tega pač vse, kar je črpal za borbo in upor, je mogel najti res iz sebe in iz svojih notranjih gonil in motivacije. Tako da ja, mogoče zato. Se mi zdi, da pooseblja nek simbol, ki seže tako nad pač realno življenje, tako kot nad življenje zunaj in pač kot tudi na življenje v tem zavodu. Super. Okay, zdaj pa sledi zadnje, ampak najbolj žmohtno vprašanje, zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo koristno potem za razvijanje nekih idej, nekih hipotez, če smem, na maturitetnem eseju. In sicer, Hana, tudi ti si zdajle razmišljala o svojem potencialnem odgovoru, zdaj se bom pa potem navezala nanj, ko te vprašam, kaj bi torej rekla, da je merilo svobodnega, opolnomočenega posameznika in kdaj lahko potem zares zatrdimo, da je oseba torej svobodna in ne ujeta. Ok, v bistvu, če se malo še navežem na prejšnje vprašanje, meni se zdi, da dejansko so v teh delih vsi do neke mere svobodni, razen v zaprtih vratih, ki so dejansko pač prostorsko oziroma fizično omejeni, a ne. Ker dejansko pri vseh delih bi vsak od teh likov lahko karkoli naredil. Naprimer, v dogodku mesto, vsak bi lahko šel iz tega mesta. Hana ne bi rabila priti nazaj v to mesto. Ne vem, v Velikem briljantnem valčku, ja, sej Simon je bil pač nekako tako zaprt v to bolnišnico, ampak sej, ne vem, se po eni strani verjetno bi
je obstajal kakšen način, da on, ne vem, bi pobegnil, ne vem, lahko bi tako pač ne, razbil, ne vem, vrata ali pa nekaj pa bi pobegnil. Pač se mi zdi, da imamo vsi liki imajo neko svobodo, recimo tudi v našem skladišču, oni imajo svobodo do tega, da ne delajo. Pač pol sicer ne bi imeli denarja, ampak se mi zdi, da so vsi svobodni, tudi v zaprtih vratih, oni so pač pred to svojo smrtjo bili svobodni, ampak pač so pa neki dejavniki, ki jih pa omejujejo. Naprimer, v našem skladišču je pač ta dejavnik družba, pa kapitalističen sistem, ki pač moraš imeti denar, da lahko preživiš. Ampak dejansko, če se pa pogovarjamo o svobodi kot taki, je vsak svoboden, vsak lahko ne dela. Ja, sicer pač bojo posledice, verjetno pač ne moreš preživeti, ampak naprimer v velikem briljantnem valčku. Tudi te ljudje pač, mogoče so oni bolj nekako nesvobodni, mogoče so bolj ujeti v smislu, ker pač so v tej bolnišnici, iz kjer ne morejo priti, ampak vse po drugi strani pa, naprimer Simon, on je bil svoboden, pač, on je nekako podzavestno potem postal nek drug karakter, oziroma druga osebnost na koncu, ampak po eni strani to je bila njegova svoboda, da je on to postal, pač edino mogoče, kjer je omejen oziroma nesvoboden, je pač to, da je bil zaprt tam. Potem v zaprtih vratih se mi pa zdi pač, oni so bili celo življenje svobodni, oni so imeli možnost, da so delali te stvari, ki so jih hoteli delati. Tukaj je še posebej svoboda zelo prikazana na nekak tako absurden način, zato ker pač naprimer Estela, ona je bila svobodna do tega, da je ubila svojega otroka. To je svoboda, ampak pač ni pa moralno, Mogoče tudi tukaj pač zelo veliko vprašanje, kaj je moralno, pa kaj je svobodno, ker v bistvu vsaka stvar, ki mi naredimo, jo lahko naredimo, Naprimer, jaz lahko zdaj tudi neham hoditi v šolo, pa pač nič ne delam do konca življenja, ampak, pa ne vem, naredim kakšno tako stvar, ampak pa se pa začnemo spraševati, a je to moralno, a je to nekaj, kar je tudi ne samo moralno, ampak a je to tudi nekaj, kar družba pričakuje od mene, Se mi zdi, da smo zelo tako, mogoče eno merilo je tudi družba, koliko smo mi svobodni, ker pač družba ima vseeno tako, zdaj se pogovarjamo o realnem svetu, ampak družba ima vseeno tako pač neka pravila, kjer jim moramo slediti. Ampak v teh dramah se mi pa zdi, da naprimer v dogodku v mestu Gogi, tukaj ni nobenih zares pravil. Pač recimo Hana je imela pač svobodo, da je nekako bila preliha, se ga ni, ampak recimo ni izpadlo, ker da bi bile tukaj kakršnekoli posledice. Mislim, verjetno bi bile, ampak pač ni pokazano v drami. Potem v našem skladišču je naprimer eno merilo, pač ta kapitalističen sistem, v katerem morajo delati. Sicer imajo vedno pravico do tega, da ne delajo, ampak pač jih nekaj omejuje do njihove svobode. Ampak se mi zdi, da pri vseh delih je nekako svoboda vsem pripisana, ampak je pol odvisno, kako drugi dejavniki vplivajo na njih, a se odločijo za to nekakšno svobodo, ali se odločijo v bistvu nekako podrediti tem avtoritetam. Tako da mogoče meni se to najbolj zdi. Hana, moram reči, ti s tem, s tvojo interpretacijo odpiraš zelo, zelo zanimivo razpravo. Mogoče, jaz bi to interpretirala mogoče v tem, da je svoboda temelji predvsem na tem, a imaš ti kot posameznik možnost se svobodno odločiti, a imaš svobodno voljo. Po drugi strani pa, a si potem takem sposoben, da ko boš uporabil to svojo svobodno voljo in jo izvedel, a si sposoben in pripravljen sprejeti posledice svojih dejanj. Se mi zdi, da tukaj je zelo, zelo je cela jama stvari in idej, o katerih pač lahko debatiraš. Tako da to je ful super in te spodbujam, da to razvijaš naprej, ker mislim, da lahko je samo uspešna in rodovitna, ali kako naj temu rečem, razprava. Prúša, kaj pa ti meniš? Kaj je merilo za svobodnega posameznika? Meni se pa predvsem zdi, da se moramo tukaj vprašati, če
primerjamo dva posameznika in en posameznik, prvi posameznik recimo mu gre v življenju vse gladko in nima nobenih ovir, lahko gre kamor hoče, ne ovira ga, nima nekih finančnih težav, lahko gre pač kamor hoče, kadarkoli hoče in v družini vse štima, nima nobenih, z nobenim se ne sporeče. Potem imamo pa drugega posameznika, ki pa je imel v življenju kup enih težav in je mogel ful garati za to, da je pač prišel vsaj do neke spodobne točke v življenju, ne. Se moramo tukaj vprašati, kaj v bistvu je zdaj resnična svoboda? Je večja svoboda to, da tebe v življenju nič ne ovira, ali je večja svoboda to, da v bistvu ti iz vseh teh nekih tegob, ki ti jih življenje skupaj pač navrže, iz vseh teh ovir, ki ti jih življenje postavi, pač znaš najti sebe in pač v bistvu potem tudi svoj smisel. Ker se mi zdi, da na prvo žogo bi seveda vsi rekli, da je pač svoboda bolj naklonjena tej prvi osebi, o kateri sem govorila, ampak meni se pa zdi, da je v bistvu pač največja svoboda to, da ti ne glede na pač tej situaciji in glede na to, kako brezizhodno izgleda situacija, znaš najti sebe in znaš premagati sam sebe in da v vsakem novem izzivu najdeš nekaj pač pozitivnega zase in da se lahko tudi pri okolici prilagajaš, ampak še vseeno na nek način ostaneš svoboden. Ker se mi zdi, da v bistvu ta svoboda v takem pomenu besede, se mi zdi, da marsikomu manjka, sploh danes veliko ljudi se tako samo potuhne in pač ne naredijo nič, da bi sami sebe izpopolnili. In se mi zdi, da teh ljudi ne moramo obsojati. Pač jaz razumem, zakaj so eni ljudje taki, zakaj je enim ljudem lažje, da so pasivni v življenju, ampak se mi pa zdi, ja, da je na nek način tudi smoter življenja in pa smoter same svobode, to, da ti iščeš sam sebe in da lahko na koncu pol, če malo tako povem, ob poslednjem dihu, preden zatisneš oči, rečeš, ja, saj sem bil svoboden, odločil sem se prav zame in zdaj, ko pogledam nazaj na življenje, se mi zdi, da je bilo top in da sem naredil prav. Tako da to mogoče. Ok, super, nič, prišle smo dekleti do čudovitega konca. Jaz se vama, Hana in Prusha, še enkrat lepo zahvaljujem, ker sta se pogovarjali z mano, vi ste odlični sogovornici, moram reči, in vas spodbujam, da razvijate svoje odlične ideje še naprej. Zdaj pa, če ste lačni nadaljnjega poglabljanja v maturitetna dela, pa vas toplo vabim na našo platformo eMatura, kjer skupaj spoznavamo avtorje besedil in besedila sama, te pa potem razkusamo, prežvečimo, skratka, predelamo v nulo. Prav tako pa nikakor ne smete zamuditi 4-urnih priprav, tako na esej kot naslovnico, ki jih za vas pripravljamo v aprilu in maju. Tako da hvala še enkrat, ker ste bili z nami. Super. Hvala vama, srečno še naprej na maturi. Jaz verjamem, da pač boste rasturali tole, tako da samo pač vsa sreča, pa nič, se vidimo, pa se gledamo pa na YouTubu. No, ful hvala za povabilo, mi je bilo kar veselje. Sem še malo sama predelala zdaj, ko sem se pripravila na to. Tako se pravzaprav prelisičaš od to, da se učiš, tako da to je super. Dejansko. Ja, jaz bi se še rekla, pač, da se tudi z moje strani zahvaljujem in pač mi je kar včasno, da lahko pač tle predavam za maturante in da bodo vsi poslušali moje filozofiranje, ki je včasih malo brez glave, včasih nima nekega smisla, ampak že to, da imam možnost na nek način izraziti svoje mnenje, pač mi ful pomeni, no, tako da hvala. Je bilo čisto super, tako da hvala vama. Nič, se vidimo. Okay, no, adios. Ja, Čau, čau.